Papež Frančišek se je med potovanjem iz Filipinov na letalu srečal z novinarji, odgovoril je na njihova vprašanja o obisku te azijske dežele, pa tudi o različnih aktualnih vprašanjih. Spregovoril pa je tudi o svojih mogočih prihodnjih potovanjih. Omenil je Afriko in Latinsko Ameriko. Eno od vprašanja papeža Frančiška je izzvalo, da je spregovoril o korupciji, ki jo je že neštetokrat prej obsodil. Tokrat je poudaril, da sta to zlo in nepoštenost, ki mu sledi, svetovni problem, ki lahko najde svoje gnezdo ne le v posameznikih, ampak tudi v ustanovah. Njegove najljubše žrtve pa so ubogi. Podobno se dogaja, ko so pokvarjeni ljudje v cerkvi. Mislim, da mora cerkev dati zgled v tem, da zavrne vsako posvetnost. Za posvečene, škofe, duhovnike, redovnice, resnično verne laike, največjo nevarnost predstavlja posvetnost. Tako grdo je videti nekega posvečenega, ki postane posveten. To ni Jezusova pot. Drugo področje, o katerem je zanimalo novinarje na letalu, pa je izraz, ki ga je Sveti oče uporabil na srečanju z družinami, in sicer ideološka kolonizacija. Tudi tukaj je papež spregovoril o primeru izpred 20 let, ko je bil nek minister za šolstvo prisiljen prositi velik dolg za izgradnjo šole za revne, kot pogoj pa so mu postavili, da mora v šole uvesti učbenik o teoriji spola. To je ideološka kolonizacija. Vstopijo v nek narod z idejo, ki nima nič opraviti z njim. Gre za idejo neke skupine in ne naroda. In tako kolonizirajo narod z idejo, ki hoče spremeniti miselnost in strukture. Narodi namreč po njegovih besedah ne bi smeli izgubiti svoje svobode.